Na Večerovi okrogli mizi v Evropski prestolnici kulture, ki je potekala 17. marca v Mariboru, so se soočili glavni akterji na področju politike in kulture, ki bodo oblikovali program EPK, morali zanj zagotoviti sredstva in pripraviti ali popraviti infrastrukturo ter objekte, v katerih se bo odvijalo dogajanje. In o čem je še tekla beseda? Govorili smo o tem, da je država projekt EPK-ja prepoznala kot nacionalni projekt in da bo, pa jaz ne bom uporabljala tega izraza, ta projekt porabil, ne požrl, kar nekaj sredstev, ki bodo vzpostavili zagotovo zelo pomembne projekte tukaj v Mariboru in v ostalih občinah. Sami imamo malo sredstev, ampak tiste, ki jih imamo, jih preusmerjamo, drugje pa se na vladi dogovarjamo, da jih tudi drugi preusmerjajo v Maribor in ostale partnerska mesta. Kakšen EPK si Maribor želi? Maribor si želi izjemno heterogeni. EPK dejansko še vedno ne preseže, kot se je danes videlo, oziroma ni v stanju mogoče narediti neke skupne vizije, kaj bi to na koncu koncev naj bilo. Vsakdo predvsem še vedno obdeluje svoj vrt, kar mislim, da je napačno in ravno zaradi tega se zavzemam za nek selektorski princip, torej da se nekdo na koncu odloči, se po to podpiše in reče, te in te stvari bomo imeli, tega in tega pa na koncu ne bomo imeli. Jaz mislim, da si vsi skupaj moramo želeti EPK takšen, ki bo na Maribor in Mariborčane pustil usoden pečat. To je zgodovinska priložnost, kot sem danes tokrat poudarjal. In če ne bomo izkoristili, nismo naredili nič. Maribor po EPK-ju mora biti drugo mesto, z drugo kulturno infrastrukturo. Mesto, v katerem je prijetno živeti in v katerem se človek dobro počuti, v mesto, ki ima nove objekte kulturne in umetniške, ki ima eno drugo produkcijo. Zato mislim, da je to koncept EPK-ja, ki bi mene zanimal. Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren človek za tega neke vrste selektorja? To je zelo težko reči na koncu, mislim, ker seveda lahko govorimo o ljudeh, ki so doma iz Slovenije, lahko govorimo o katerih drugih ljudeh. Pretežko vprašanje v tem momentu, ampak če me pa vprašate in če razmišljamo o tem, da pa imamo možnost in da je bil omenjan dosti krat že Tomaž Pandur, ne zdi se mi popolnoma nič narobe. Mislim, da bi to vlogo lahko odigral. In kaj meni o vlogi selektorja Tomaž Pandur? Jaz mislim, da EPK potrebuje avtorski koncept, avtorsko prepoznaven koncept in če je potrebno, da sem to jaz z veseljem, ni nobenega problema, jaz sem to po poklicu, konec koncev sem režiser.